za premalo denarja, da ga kolegi, sodelavci in prijatelji ne cenijo dovolj, da ga otroci ne ubogajo in da žena od njega zahteva čisto preveč. In zdelo se mu je, da mora biti v življenju kaj več od tega. In začel je sanjati o raju. In je sanjaril dan za dnem, ko je nekega jutra, čisto običajen dan je bil, takole pri zajtrku za mizo, pomislil, danes je pa ta dan, ko bom šel v raj. Jaz sem človek, ki bi moral živeti v raju. In ko pojedel svoj zajtrk, je vstal od mize in ne da bi ženi in otrokom karkoli rekel, je stopil čez prag in zapustil hišo. In je šel po dvorišču mimo polomljene ograje, za katero nikoli ni imel časa, da bi jo popravil. Je stopil na ulico in je šel po ulici najprej mimo mesnice na desni strani, pa mimo pekarne na levi strani. In potem je šel mimo tržnice in tam je točno vedel, pri kateri stojnici se bo kakšna ženska ustavila, kupila katero zelenjavo in o čem se bojo prerekale. Potem je šel na mestni trg, mimo mestne hiše, pa sinagoge, in na koncu je prišel do kraja mesta. Tam pri mestnih vratih se je pa ozrl nazaj, ker je bil prepričan, da tega kraja nikoli več ne bo videl, ker on gre zdaj v raj. In res, gre na pot. Hodil je dolgo po tisti prašni poti in ker je hodil cel dan, ga ujame večer. Ob poti je bilo pa eno tako veliko mogočno drevo, en hrast, in se je odločil, da bo kar tam prespal. Se uleže in se sname čevlje in jih položi tako skrbno na tla, v smeri, kamor gre potem raj. Potem je pa trdno zaspal. In ob najtemnejši uri večera, noči, ga obišče en demon, en tak duh. In pride do možakarja in vzame tiste čevlje in mu jih obrne za 180 stopinj. Ne vemo, zakaj je to naredil. Ali zlobe, ali hotel moža kaj podučiti, mu dati kakšne lekcije, ali pa šlo sam za neslano šalo. Vemo samo, da je prišel, obrnil čevlje in potem tako, kakor je prišel, je tudi odšel. Mož se zjutraj zbudi in si obuje zdaj tiste čevlje in gre v tisti smeri, kamor mu čevlji kažejo, proti raju. In spet hodi, dolgo hodi, po tisti zaprašeni cesti, po poti. In je hodil. In končno pride do kraja, za katerega je bil prepričan, da je raj. Prišel je na cilj. In ko stopi skozi mestna vrata, se najprej začudi, ker zagleda, da je kraj ene toliko velik, kakor je njegov kraj. Obel tak siromašen. Rekel, čudno, doma so nas pa zmeraj učili, da je raj tam, kjer so vse blešči in se svetlika. Ampak verjetno si mislil, tudi v sinagogi se kdaj zmotijo, pa kaj priredijo, pa si kaj izmislijo. Pa šel naprej. Je šel po mestnem trgu, mimo sinagoge, pa je šel naprej mimo mestne hiše, pa pride do tržnice. In tam je kar nekako vedel, pri kateri stojnici bo kakšna ženska kaj kupila in o čem se bojo branjevke kregale. In potem se mu je dozdevalo, da že pozna nadaljevanje te poti. Je šel mimo pekarne na eni strani, pa mimo mesnice na drugi strani. In bolj žalostno kot z jezo je vedel, kako se bo ta pot končala. Pride do hiše, ki je bila prav takšna kot njegova hiša, uboga, siromašna. Prav tista polomljena ograja je bila tam, prav taka, kot ima on doma. In takrat zasliši en glas, en sitni ženski glas njegove žene, kako ga kliče k večeri. In ker je bil možak utrujen in tudi lačen, in ker svoji ženi nikoli ni mogel reči ne, je vstopil v hišo, se usedel za mizo, si odrezal en kos črnega kruha, malo čebule, sira in je jedel. In v tistem preteče njegova najmlajša hčerka in reče, ati, nikoli nas več ne zapusti, kakor si nas včeraj.
in se mu usedel na roče in se mu igra z njegovo brado. In je obljubil, da nikoli več ne odide. In od tistega dne naprej je ta mož vsako jutro še malo posedel ob mizi in tuhtal, ali je v raju ali ne. Tako, ko si boste zamislili, da za drugo leto ali pa še za leto naprej, pa sej smo v raju, sej nam nič ne manjka, da bi bilo čim več takih trenutkov, ker ljudje smo pač krvavi pod kožo in vsi bi radi nekaj več in boljšega in lahko bi bilo boljš to in to, ampak konec koncev smo res lahko veseli, če se znamo zavedati, da to, kar imamo, da je včasih dovolj. Tako da jaz vam želim čim več tega in uspešno in zdravo še v mojem in muzeju.